Dobro večer, Dragan Mitić sam. Obup pri lesu. Zakaj sem iz lesa? Nekaj uminljiv je in unetljiv. Gori. Najbolj pa me moti in boli to, da les tako očitno, tako opazno v sebi nima vdahnjene večnosti kot kamen, kot steklo. Vseeno je bilo najbolj boleče lansko zimo, ko so me posekali. Pravzaprav so posekali mojo mamo, jaz pa sem padla kot del nje. Mene so na to izrezali iz nje. Bolelo je kot zmeraj, ko izgubiš mamo. Čeprav sam na trenutek v kakšni gneči, ampak tam to ponavadi ne traja dolgo. Zajokaš in spet ste skupaj. Mene pa so preprosto žago, grobo in za zmeraj. Mamo so se žigali, izginjala je čez celo zimo v gozdarjevi železnih peči in tako do konca izpolnila vlogo dobre matere. Jim kuhala kosilo, jim grela dom. Nepripravljena na konec, še vsa surova je jokala za menoj. Prasketala z orelimi solzami celo zimo, svetlimi solzami kapljala žalost na sivi pepel, vse do pomladi, kapljico po kapljico. Jaz sem njena hči, mamino vse, najlepše, kar je imela, edino zaradi česa je živela. Tako skrbno je zbirala moje branike, jih ravnala v najpravilnejše kroge, obsedena željo, da postanem lepotica, pravilne rasti, opevane postave, ena samo očarljivost, njena lepotička. Minilo je le nekaj mesecev v polni žalosti, dolgih večnost, ko so v senci neutrudno pili moj sok, me trdosrčno sušili. Počasi, na začetku le kapljico po kapljico, v bolečem ritmu maminih solz. Potem pa sem izdih za izdihom začel izpuščati življenjske sokove, svojo dušo. Počila bi, če bi le lahko. Toda debela železna obroča po celem obsegu privita trdno, kolikor le lahko, sta me stiskala z obeh strani, močnejša od mojega besa, želje po maščevanju in končno tudi po samouničenju. Ker, brž ko bi počila, bi se vsi zavedali, da takšen les ni ničesar vreden. Voljo za življenjem mi je na začetku povrnil z dletom, pozneje le z brusom, na koncu s prsti. Samo na lahko obliznjenimi prsti je gladil zadnje nepravilnosti. Svojimi usti, svojim dahom je odpihnil fini prah z mojih čvrstih, a mrtvih ustnic, gladkih, a praznih oči. Božal me je in lepo mi je bilo. Takrat sem se želela zganiti. Vendar kakšno življenje bi to bilo? Jaz brez nog, on pa zdrav. V meni cela desetletja, on pa tako mlad in čiv. Nenehno mi je popeval in z očesa pritajno točil drobne solze. Nikoli še ni toliko časa predeloval kakšnega kipa. Tak material dobiš ali najdeš morda samo enkrat v življenju. Les brez napake, ravne branike. Samo on se je nahajal med pusto materijo in neverjetno željo, da bi mi vdahnil življenje. Samo on in njegova veščina. Hrepenel je potem, dneve in dneve, komaj da kaj jedel, po noči malo spal. Vse, kar je vedel, je prenesel vame. Vendar življenja mi nikakor ne mogo dati. Razen, če je ono, to nenehno, nesmrtno občudovanje moje lepote pri vsakomur, ki bi me zagledal. Mene, kip iz lesa. Bil je genijalen. Odkril je, kako se zdravi obup pri lesu.